Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Župan za vas. Danes se nahajamo v občini Grad. Tukaj z mano je gospa županja občine Grad, Cvetka Ficko. Gospa županja, lepo pozdravljeni. Enako lep pozdrav tudi vam. Lanske poplave, ki so se zgodile v mesecu juliju in avgustu, tudi vaše občine niso bile prizanešene. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je zaključila ocenjevanje škode. Kako poteka sanacija teh del, kako poteka sanacija? Leto 2023 pri nas se je že začelo nekje v maju, juliju se je ponovilo in potem v avgustu, ko je bilo to obilno deževje, je bilo ogromno škode na terenu. Škoda na terenu se je popisala, izdelali smo ocenitve del na podlagi cenika, katerega smo dobili strani države oziroma pristojnega ministrstva, vendar pa ugotavljam, da pa nismo bili upravičeni do vsega, kar smo takrat v ta program AJDA, v katerega pač poročamo, vnesli, češ da smo bili, kar se tiče ocenitev, pregrobi oziroma predrage. Ampak pustimo to. To je pač poslovanje takšno, kakršno je. Ja, na samem območju občine Grad je bilo veliko plazov, zdrsov, zemljin, tudi na takih območjih, na takih predelih, ko prej nikoli tega ni bilo. Največja težava je pa to, da so pa bili ti zdrsi zemljine, povejmo, v črti, ki je lahko dolga tudi do 500 metrov in enostavno se je hrib spustil tudi za pol metra. Kar se tiče prevoznosti cest, pri teh dogodkih smo jih sproti odpravljali skupaj z našimi gasilci, z gasilskimi društvi in vzdrževalci cest, tako da smo nekako sproti zagotavljali prevoznost. Je pa res, da pa sanacije potekajo in še bodo nekaj časa potekale. Ker za plazove, ki so se zgodili večjega obsega, kjer so bile ogrožene tudi hiše, seveda tudi posledično cestna infrastruktura, je potrebno izdelati dokumentacijo, za katero pa rabiš čas in denar. Tako da nekaj od tega smo že izvedli, nekaj pa časovno bomo še do konca leta in seveda potem v naslednjem letu. Po celotni vaši občini se tudi izvaja projekt širokopasovnega optičnega omrežja Rune. Kako daleč ste z izvedbo del? Da smo končno prišli do izvedbe projekta Rune oziroma optika, kot jo mi imenujemo, sem zelo vesela. Saj smo čakali od leta 2017, ko se je nekako začel konzorcij za to infrastrukturo. V naši občini smo več ali manj dokončali ta dela oziroma smo dobili optiko, ostali so še določeni zaselki, konkretno pri Gradu in na Dolnjih Slavečih, za hiše, ki so nekoliko oddaljene od glavne linije ali pa tudi manj. Imamo pa težavo, kar se tega tiče, izvajalec na našem področju oziroma nosilec projekta je Rune Enija. Sedaj, ko se projekt nekako zaključuje, zahteva sofinanciranje strani občine za določene trase izgradnje, čeprav na začetku projekta, ko smo k temu pristopili, so pa te hiše oziroma ta gospodinjstva bila zajeta pri sami izgradnji. Imajo nekako izgovor, da se njim finančno ne izide. Ampak za mene to ni upravičilo. Projekt je bil zasnovan, so evropska sredstva in pričakujemo, da bo gradnja uspešno zaključena od začetka do kraja. V lanskem letu ste v vaši občini izvedli tudi veliko investicij. Največja investicija pa je bila tudi gradnja režijskega obrata. Torej, kako je potekala ta gradnja? Da smo pristopili k izgradnji režijskega obrata, moram reči, da je bil skrajni čas oziroma nuja.
Namreč mi imamo v režijskem obratu, smo imeli 5 oziroma sedaj imamo zaposlenih 6 delavcev, ki izvajajo komunalna dela na našem področju oziroma na področju občine, kar se tiče urejanja pokopališč, košnje, rezanje ograj, čiščenje jarkov, polaganje prepustov. Se pravi, tista komunalna dela, ki so manjšega obsega, da ne potrebujemo zunanjega izvajalca. Kot sem omenila, nuja je bila, saj ti delavci niso imeli primernih prostorov, sami kot primeren prostor za delavca, za malico, za preobleč, za umit, prav tako tudi ne garaž oziroma nekih skladiščnih prostorov za vso mehanizacijo, za katero trenutno razpolagamo, tako da sem zelo ponosna in vesela ter srečna, da smo sedaj ta projekt dokončali. V tem moram povedati, da se tudi zahvaljujem občinskemu svetu, da je takrat to idejo podprl in da smo res lahko izvedli objekt, ki je primeren za ljudi, ki delajo na tem področju. Istočasno pa so se z izgradnjo tega objekta sprostili 2 nepremičnine, to imamo v mislih, nastanitveni oziroma begunski center v Vidoncih in potem stara šola pri gradu zgoraj, kjer so bili naši delavci za svojo mehanizacijo prisotni. Tako to pomeni, da imamo 2 objekta, rečemo v narekovajih, na razpolago za trg oziroma za podajo novih vsebin. Pri samem objektu režijski obrat bomo pa sedaj pristopili k izgradnji zbirnega centra, katerega smo prav tako imeli v begunskem centru v Vidincih, tako da bo nekako komunalna infrastruktura na enem območju. Potem je ostal na tem področju je ostalo še nekaj zemljišča za gradnjo čistilne naprave, enkrat v prihodnosti upam, da bo tudi to. V teku je pa tudi gradnja novega prizidka pri prostorih nogometnega kluba Grad. Kar se tiče prizidka pri nogometnem klubu Grad, moram povedati, da smo z rebalansom tole zadevo črtali, namreč po ocenitvah oziroma izvajalcev so cene bistveno presegale znesek, ki smo ga mi imeli predvidenega v proračunu. Prav tako nismo bili uspešni na pridobitvi sredstev strani Fundacije za šport, tako da ni realno, da bi v tem letu prišli do tega prizidka. Moram pa povedati, da pa nadaljujemo z pridobitvijo dokumentacije na samem tem športnem centru v neposredni bližini nogometnega igrišča, kjer želimo v prihodnosti zgraditi en center, ki bo služil za vse generacije, od tistih najmanjših, to je že igrišče, igrala, potem tudi prostor za prireditve oziroma za razna druženja. V lanskem letu je tudi občina Grad pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo vrtca in pa parkirišča pri osnovni šoli. Kako daleč ste s tem? Ja, imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje tako za prizidek vrtca, kot tudi za parkirišče, ki je potrebno v sklopu tega. V proračunu za leto 2025 predvidevamo to investicijo, da bi pristopili k izgradnji. Seveda bomo odvisni od sofinanciranja strani države. Upam pa, da se bodo stvari tako razvijale oziroma bodo razpisi tako ugodni oziroma primerni, da bomo uspeli pridobiti sredstva in seveda ne smemo pa pozabiti, da bo se pa verjetno potrebno tudi za eno daljše časovno obdobje zadolžiti. V teku pa je tudi izdelava občinskega prostorskega načrta. Kako daleč se s tem, pogodba je podpisana? Občinski prostorski načrt delamo na tem, da pride do spremembe oziroma da se
v narekovajih posodobi pa v tem smislu, ker namreč strani občanov imamo kar veliko pobud po pridobitvi novih stavbnih zemljišč, nekaj malega tudi, da bi se pa obstoječa stavbna zemljišča zamenjala v kmetijska zemljišča, predvsem po pridobitvi stavbnih zemljišč, ker želimo, da se mladim, da imajo prostor, da se jim omogoči izgradnja oziroma rešitev svojega stanovanjskega problema z gradnjo hiš. Na 16. redni seji občinskega sveta občine Grad, ki je potekala konec septembra, se je občinski svet seznanil z proračunom, torej izvrševanjem proračuna v polletnem obdobju 2024. Kakšni so rezultati? Rezultati polletnega poročila proračuna so bili v skladu z načrtovanimi aktivnostmi, s tem, da pa smo na isti seji prejeli rebalans, ker namreč, kot sem že prej omenila, izgradnja prizidka pri NK Grad ni prišla v realizacijo, ravno zaradi tega, ker nismo imeli dovolj zagotovljenih sredstev. Rebalans smo prav tako morali pripraviti zaradi izgradnje mostu v Vidoncih, kjer pa nam je država naročila pridobitev poplavne študije, ker namreč lanskoletne poplave so nas očitno vse izučile, da brez ustreznih raziskav in projektov gradnja oziroma tudi rekonstrukcija obstoječih mostov in prepustov ne bo možna. Za vaše občane tudi pripravljate javne razpise na področju programov, projektov? Vsako leto imamo v proračunu predvidena sredstva za delovanje društev, ki so v naši občini registrirana, imamo sprejeti pravilnik, potem tudi program, dobimo prijave na razpis, se točkuje in vsako društvo potem na podlagi tega, kar želi delati, jih spodbujamo z financiranjem. Prav tako imamo sofinanciranje v izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav, kar je tudi za naše občane en prispevek k ohranjanju čiste narave oziroma zagotavljanje čiščenja vode. Prav tako tudi z svojimi sredstvi pomagamo v podjetništvo, v kmetijstvo, tudi mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema, tako da nekako poskušamo v proračunu zagotoviti sredstva za vsa področja oziroma za vse naše občane, da jim nekoliko finančno olajšamo pri njihovih investicijah. Prav tako moram povedati, da na zadnji občinski seji smo potem tudi sprejeli dvig cene za sofinanciranje plačila staršem za vrtec, kjer imamo subvencioniranje v višini 150 evrov na ekonomsko ceno in to se mi zdi en zelo prijeten podatek, da tudi na ta način spodbujamo mlade, da pa vseeno je lepo živeti v naši občini. Tudi aktivnosti društev, ki se kažejo v vaši občini, vaše družabno življenje v vaši občini tudi je zaživelo. To vidimo lahko, če zasledimo, kako so aktivna društva na področju kulture, družbenega področja in pa tudi športa. To društveno oziroma družbeno življenje, ki v naši občini kar živi, moram povedati, da društva prirejajo vsako leto občinske vaške igre, kjer sodelujejo vsa društva v občini, potem je občinski nogometni turnir,
kjer so naši nogometaši oziroma nogometna društva tudi prisotni. Je eno tako prijetno druženje v športnem smislu, predvsem pri nas je pač nogomet. Zelo dejavni so postali tudi naši upokojenci, društvo upokojencev Grad, so aktivni, udeležujejo se pohodov. Nedavno tega smo imeli pozdrav jesene, tako da moram reči, da družbeno oziroma društveno življenje pri nas živi. Kakšni so pa načrti za prihodnje občine Grad? Načrtov imamo veliko, vendar pa moram povedati, da pa smo finančno zelo omejeni, na kar zelo težko vplivamo, ker država, kolikor pač nameni, povprečnine namene. Rahlo sem razočarana tudi, kar se tiče razpisov, ki jih imajo ministrstva, kjer so vedno znova neki kriteriji oziroma omejitve, da manjše občine, kot je recimo občina Grad, ne zadosti tistim kriterijem, ki jih pač država na svojih razpisih predvide. Ali se potem gre tudi za finančni okvir same investicije, ali omejujejo za število prebivalcev, to imam v mislih izgradnjo kanalizacije, kjer je sofinanciranje za projekte, ki so večji od 2000 populacijskih enot, nas je pa cela občina 2000, tako da omejitve strani države oziroma njihovi kriteriji so neprijazni za takšne projekte, katere smo pač mi sposobni tudi sofinancirati oziroma pristopiti k izgradnji. Pa kljub temu, ostajam optimistična, kar se tiče izgradnje prizidka vrtca in potem tudi parkirišča. V tem sklopu bi želeli potem še izvesti sanacijo telovadnice, ker telovadnica je že precej stara, potrebuje nekako novi ovoj, se pravi streha, stavbno pohištvo, ker opažamo, da sedaj v teh večjih nalivih, ko so bili, je streha puščala in naši otroci potem v telovadnici niso mogli opravljati športne dejavnosti. Pa seveda načrti za naprej, nekaj dela bo še potrebno, oziroma je vsako leto potrebno izvesti na cestni infrastrukturi, na urejanju okolja, poudarek bomo še zmeraj dajali na društveno življenje, se pravi, da bomo nekako ljudi povezovali, da smo tu, da dela občina za vsakega posameznika in za vse skupaj. Gospa županja občine Grad Cvetka Ficko, hvala vam za vse povedano in hvala vam, da ste si vzeli čas za našo oddajo. Hvala lepa tudi vam. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala vam za pozornost in hvala vam, da ste nas spremljali. Ponovno vas vabim k ogledu naslednje oddaje Župan za vas, do takrat pa lepo se imejte in lep pozdrav iz občine Grad.